Ob 25-letnici izbora za slovenski avto leta smo v oddaji Avtomobilnost zbrali še ostalih 24 zmagovalcev in zato so z Andrejem rekla, zakaj ne bi izkoristila priložnosti in vsakem povedala še kakšno podrobnost oziroma anekdoto. Če vas zanima, kateri je bil povsem prvi na izboru za slovenski avto leta, je to tale lepotec. Leta 1993 smo Slovenci izbrali BMW serije 3. Ne edini. To je bil avto, ki je takrat prenašal kup tehničnih novosti, predvsem podvozje, krmiljenje, najboljši avto po voznih lastnostih tistega časa. Jaz se ga spomnim potem, da ko sem ga preizkušal, sem bil še na faksu in lepe spomine imam na faks in na ta avto. Za tiste, ki ga ne poznate tako zelo dobro kot Andrej, moram povedati, da načeloma v tem avtomobilu voznik mora sedeti bolj nazaj in bolj nizko. To je nekakšen standard. Lahko se ga pa zelo dobro občuduje v Sloveniji, takrat, ko zapade sneg na kakšni klančini, kako res ta zadnji pogon naredi svoje. Zabava. Zabava predvsem. Kjer se to ne sme početi. Na rondojih v BTC-ju in na parkiriščih, prosim, tega ne probavajte, ampak vseeno pa je to avto, ki nudi kakšne vozniške užitke, bolj se tako izrazila. Tale Mercedes C pa ni le vozilo od gorskega zdravnika? Ne, sploh ne, ker on ima E-razred, to je mogoče od patronažne sestre, pomočnika. Ampak le, koliko je lepo. Največja zanimivost pa dejansko s tem avtomobilom prihaja v povezavi z glasovanjem za slovenski avto leta, se je tistega leta, ko je zmagal, 94. Imel enako število kot, lahko rečemo v narekovajih, slovenski Renault Twingo, enako število glasov in je potem zmagal po štetju glasov vas glasovalcev, tistih, ki ste izbirali in pošiljali po pošti. Tako da zelo na knap je ugnal enega malčka. Je pa to avto, ki prinaša veliko tehnoloških rešitev. Zanimivo, ja. Varnostni meh serijsko, ABS serijsko 94. leta, ESP za doplačilo, ampak zanimivo, ne? Klimatska naprava tudi za doplačilo. V serijski osnovni verziji nisi dobil klimatske naprave, kar pomeni, da je takrat Mercedes s tem avtomobilom, ki je hkrati zmagal na praktično vseh izborih za avto leta po vseh državah, pomenil tak velik vstop v nižji cenovni razred za Mercedes z veliko nove napredne tehnologije, predvsem za varnost. No in takrat so se tudi v tujih medijih pohvalili, da je ta avto postal slovenski avto leta tudi s tem emblemčkom na recimo kakšnih tiskanih medijih. Slovenski avto leta 1995 pa je bila tale Renault Laguna, a lahko rečem francoski Passat. Ampak Passat takrat še ni bil Passat. Ok, no, naj ti bo. Ampak zdaj pa še eno vprašanje zate, Andrej. Jaz sem gledal 10.000 obratov in v testu si rekel, da to je ta avto, s katerim greš lahko trdim ovinek. Na srečo ti nisi gledal 10.000 obratov takrat, ne. Ampak gledalci TV Slovenija pa, ne, to je bila takrat daleč najbolj gledana avtomobilistična oddaja. Ker je bila edina. Hvala. Jaz sem takrat prišel iz avtomagazina na TV Slovenija in delali smo teste in sem rekel, ker se je avto res peljal za francoske avtomobile neobičajno čvrsto. Ne? Ja, in se mi je zarekel in sem rekel, da greš z njim vedno s trdim v ovink. Ne? In to je bil en moj zaščitni znak na televiziji. Še ena stvar, ki se je lastniki bivši ali pa zdajšnji lahko spomnijo, je, da v bistvu ta avto je kot roža. Zelo hitro zacveti. No, ampak ne, takrat tistega leta je pa presenetil predvsem z visokim udobjem, zelo tiho kabino, z podvozjem, ki je za francoske avtomobile, ne govorim samo o trdoti, tudi o kakovosti same gradnje, povedal velik skok naprej. In recimo novosti, ki jih takrat nemški avtomobili v taki meri niso ponujali, recimo klimatska naprava je tukaj ponujala bistveno bolj kakovostno pihanje, ohladila je na postopoma, to so bile stvari, ki jih takrat v teh razredu ni ponujal vsak avto, zato je bil izbran za slovenski avto leta. In v karavanski različici prtljažnik, kamor lahko spraviš čisto vse. Leta 1996 je na izboru zmagal Volkswagen Polo, kar je zanimivost pa je, da se je žiriji pridružila tudi hiša Delo in pa Dnevnik. Polo je zmagal predvsem zaradi tega, ker je Volkswagen s tem Polom pokazal, da se je v razred manjših avtomobilov podal na tak način kot v golfovem razredu. Ta uspeh je hotel ponoviti tudi tukaj. Prekinili so sodelovanjem v hiši z drugimi znamkami na razvoju majhnih avtomobilov in sestavili avto, ki bi moral ponoviti razred in uspeh golfa v golfovem razredu. In tudi zanimivost v 5-vratni izvedbi. Prej samo v 3, to je res.
In gremo že naprej na izbor za avto leta 1997, ko se je pridružil še zadnji od dnevnih tiskanih časopisov časnik Večer, zmagovalec pa Renault Megane. Megane, takrat prelomno za Renault. By the way, Megane lahko po 20 letih postane ponovno slovenski avto leta. Po 20 letih vrne Lovoriko. Ampak jo bo pa zdaj precej težje kot takrat. Takrat je Megane navdušil predvsem s tem, da je ponudil visoko raven varnosti. Takrat to je bil prehod iz Renault 19 na Megane in na čist drugačno politiko podjetja Renault v pogledu varnosti. Oni so se evropskega Euro NCAP, te organizacije, lotili tako, da so naredili avto, ki je dosegal takrat absolutno najvišje točke v seštevku varnosti in s tem začeli nizati celo serijo Renaultov, ki so v nadaljevanju v naslednjih letih pobirali visoke zvezdice na Euro NCAP. Po domače so pogruntali, kaj zanima voznike, ne varnost. Temu so dali večjo prednost. Znali so narediti avto z visoko ravnjo varnosti tudi drugi. Ampak odločitev Renaulta v tem letu je bila, da vstopi že v tem cenovno relativno dostopnem razredu z visoko ravnjo varnostjo. Zato je tudi takrat z naše strani dobil vse glasove potrebne za to, da je postal slovenski avto leta. Slovenski avto leta 1998 pa je Audi A6. Ena zanimivost povezana s tem izborom je, da je po samo Lovoriko prišel Werner Eichhorn, takrat pri Audiju, zdaj pa član uprave pri Škodi, zadolžen za prodajo. S tem je seveda izbor dobival dodatno težo. Kar se pa izbranega avta tiče, pa še danes je nekaj posebnega. Oblikovno, takrat je bil pa sploh. Na njem je močen pečat pustil Ferdinand Piech. O njem so večkrat že govorijo tudi o avtomobilnosti, markanten človek celotnega podjetja Volkswagen, Audi, Porsche. To je njegovo dete, ki je Audi postavilo na premijsko raven med velikimi prestižnimi avtomobili. Temu primerna je postala ne samo oblika, ampak tudi udobje in vozne lastnosti. In poslovni avto je na nek način dobil dinamično preobleko. Absolutno, še danes drži. No, recimo pri izboru za slovenski avto leta 1999 pa se že kaže, koliko pomeni proizvajalcem oziroma prodajalcev avtomobilov ta naziv. Tole je še originalna lepka, ki je takrat sodila na tega Golfa. Ja, pa tista tam tudi, ne? A ni tam tudi? Na temle zraven in še na katerem izmed avtomobilov bi lahko našli? Ja, zmagovalci so takrat že zaznali tudi pomen pri kupcih tega naslova slovenskega avto leta, ker se je pri tistih, ki so tak naslov znali trženjsko pravilno izrabiti, povečala tudi prodaja. Nekaj povemo o tem Golfu, da je takrat se je spreminjal način glasovanja za slovenski avto leta. Točno. In so, tako kot zdaj, bralci in gledalci izbrali 5 finalistov. In takrat je bilo tudi edinkrat, da je bilo glasov več kot 100.000. Točno, bravo. In seveda v finalu je teža glasov prešla na stran novinarjev. Ta Golf je odprl Golfovo serijo, ki je sledila v nadaljevanju pri slovenskih avtih leta in je povedal tudi drugačno raven celotne gradnje. To je postal Golf, kot ga danes poznamo. Zanimivo je, tako je nadaljevanje s Focusom. Prelomnica tisočletja. Za Ford. Kako lepo sta si sledila tudi v slovenskem avtu leta. Ker zanimivo je, kar je naredil Golf malo prej, je Focus še povečal. In s tem pravzaprav dal vsem ostalim v tem razredu jasno sporočilo. Ford se loteva Golfovega razreda tako, da kot ta prava tekma na vseh poljih. Avto je bil poln zanesljive tehnologije, odlične vozne lastnosti, drugačen dizajn, v katerem ta je bil takrat popolnoma nekaj novega, prostornost odlična. Avto je dvignil Ford na čisto novo raven. In potem, takoj naslednje leto, Fiat Punto. Enako, tukaj se je točno videl, kakšen je preporod. Tudi še z originalno lepko. Tudi, ja. Skozi teh 3 leta se natančno vidi, kaj se je takrat dogajalo v avtomobilski industriji. V vsakem razredu posebej, Focus in Golf v svojem, s Fiat pa v Punto, visoka raven
kakovosti gradnje, Punto je presenetil tudi z veliko prostornostjo, funkcionalnostjo, dobrimi voznimi lastnostmi. Vse to se je bistveno spremenilo takrat. A veš, koga je premagal? Ne. Mercedesa S. Tako da, če smo že govorili o tem, da je nekoč Mercedes C za las premagal Twinga, je potem nekaj let kasneje mali Punto, ki je takrat veljal tudi za zelo varčen avto, kar se porabe tiče, premagal velikega in tehnološko zelo naprednega Mercedesa S. No, ampak tudi, kar si prej ravno omenil, tista razlika v načinu glasovanja, ker niso več glasovali samo bralci, gledalci in poslušalci, ker kot zanimivost, prvi slovenski avto leta se je predvajal po radijskih valovih. Izbor za slovenski avto leta po valu 202, se pravi so in poslušalci, gledalci in bralci. Če bi ostalo verjetno pri samo bralcih, gledalcih in poslušalcih, bi verjetno zmagal Mercedes S. Tisti, ki se bolj blešči. Tisti, ki se bolj blešči. Večji. Slovenski avto leta 2002 pa je Peugeot 307. Toliko enih številk v enem stavku. Sledilec, Ravno kar smo imeli tiste, ki so v svojih razredih dvignili vozne lastnosti, uporabnost, prostornost, kakovost gradnje predvsem in tukaj potem Peugeot, ki se jim je pridružil po vsem tem in postal tudi evropski avto leta. In takrat je začel v vodo padati ta epski pregovor, veš kateri? Ne. Da nikoli ne kupi avta na F. Torej? Forda, Fiata pa francoskega. Pa Ferrari? V bistvu edini, ki iz teh je La Ferrari. Tako da tudi smo zbirčni. Ja, človek rata zbirčen. Gremo na leto 2003 in 2003 2x3 je 6. Mazda 6, ki je Mazda Japonce dvignila zelo visoko, kar 2 leti zapored so torej to lovoriko odnesli domov. Če smo prej rekli, da so se evropski avtomobili v nekem obdobju tehnično popolnoma prenovili in našli novo paradigmo v gradnji avtomobilov, potem je tukaj lep dokaz, kako so se tega lotili Japonci. Pa še nekaj zanimivo, v slovenskem avto leta je samo Mazda med japonskimi avtomobili dobila to lovoriko. Mazda jo je dobila pa 2-krat. Kar je pravzaprav zanimivo zaradi tega, ker tukaj je vsaj še Toyota med velikimi, močnimi avtomobilskimi znamkami, ki nikoli ni navdušila na ta način, da bi se avto izbral za slovenski avto leta. Mazda 6 je pomenila velik preboj za Mazdo. Od takrat naprej, ko je postala slovenski avto leta, je tudi v slovenskem prostoru zelo močno zrasla prodaja. In nadaljevanje, Mazda 3, je samo ponovitev zgodbe šestke v nižjem golfovem razredu in Mazda je s tema 2 avtomobilama pravzaprav postala to, kar je danes. Oblikovno izjemno zanimiv avto, tehnološko napreden, zelo zanesljiv in z japonsko pregovorno kakovostno gradnje. Ja, in serijo asistenčnih sistemov. Tako je, tudi v tem razredu, kar je takrat pravzaprav že novo stopnjo asistenčnih sistemov pomenilo, ker v prejšnjih avtomobilih, v prejšnjih letih, ko smo govorili, da smo novinarji ali pa žiranti nekemu avtomobilu dali visoko oceno samo zaradi višje ravni varnosti, je to pomenilo, da je imel ABS serijsko, da je postajal počasi ESP serijski v nekaterih avtomobilih. Do takrat, ko postane ESP obvezen na evropskem prostoru, je tukaj še kar precej časa. Varnostni mehi, to so vse stvari, ki so v teh letih postajale v teh avtomobilih nižjega srednjega razreda, pa srednjega razreda standard. In vse to je pri izboru seveda pomenilo. Torej 2002 in 2004 obe lovoriki v roki Mazdi. Veliko presenečenje. In tudi leto 2004 je zaznamovala Mazda, in torej Mazda 3. Mazda 3. Ponovitev celotne filozofije Mazdine uporabljene že v šestki, je prešla še v trojko. Vidi se tudi v Golfov razred, vidi se kombinacija sodelovanja z Fordom takrat, drugačne vozne lastnosti. Mazda je s tema 2 modeloma ne samo, da je v slovenskem prostoru pustila močen pečat, to je evropski nov pristop Mazde pri gradnji avtomobili, prodaji avtomobili, oblikovanje. Od tukaj je Mazda naprej samo še rasla. A ti povem, kaj je še zaznamovala izbor leta 2004? Simona Weiss in Helena Blagne sta obe peli na isti prireditvi. Lepa. Leta 2005, presenečenje, je zopet zmagal Golf.
Ja, nadaljuje se Golfova era, tako kot so jo zastavili v sami tovarni. In veš, začenja se težava odpiranja prtljažnikov, ki nekatere matra še več kot 10 let kasneje. Ne. Ja, Golf dobiva bolj erotične dodatke. Ja. In lučke, vsaj tisti, ki imate ta model še vedno pri sebi, veste, da se lučke znajo prižigati kar same od sebe. Pa nisem jaz tega povedal. Leta 2006 je postal slovenski avto leta, bom rekel Golf, ampak lahko bi pa rekla velik Golf. Če ni Golf, je pa Passat. V tisti dobi je Passat šele začenjal biti zanimiv za bolj premožne kupce. Ne? Ga je začel prijemati ta imidž. Ja, mislim, zanimiv je bil že prej, ampak z tem Passatom se je pa Passat postavil više, postavil je bolj premijski. To se lahko vidi v kabini in po zunanji obliki. Kar pa mora lastnike, Slovence, posebej veseliti, je pa, da tale sprednji del je zrisal Robert Lešnik. Takrat je bil pri Volkswagenu, od tam je šel k Schreierju v Kio, ki je danes, kot vidimo, Kio postavil, kar se tiče dizajnov, na čist druga pota. Od tam, iz Kie, je pa Lešnik šel v Mercedes, kar pa vsi dobro vemo, vsi Mercedesi so danes njegov podpis. In kar je zanimivo, da že tistega leta je imel ta Passat notor opcijo LCD zaslončka in to takole velikega. Ne? No, pa kar smo mi takrat ocenjevali, je seveda tudi ta gradnja. Ta avto je prinesel v ta razred neke kakovostne preskoke, ki so takrat resnično se cenili. Avto je izjemno vozne lastnosti, ima gospodarne motorje in predvsem kabina in udobje v kabini, tišina vožnje, izdelava, končna izdelava so na ravni, ki takrat za Passat in Volkswagen v tem smislu niso veljali. Tukaj je stopil Volkswagen s Passatom bistveno više. Po Volkswagenu Passatu, ki je zmagal leta 2006, pa se zopet vračamo k Slovencem, tako ljubim malčkom, Opel Corsa 2007. Corsa in s tem Oplov pohod v ta razred in kasneje potem tudi v Astrin, Golfov razred. Kaže pa na to, da je pa Opel tukaj hotel navdušiti in za malenkost, mislim, za kakšen glas ali dva je zmanjkal še za evropski avto leta. V Sloveniji pa je navdušil do te mere, da je postal slovenski avto leta in predvsem zaradi tega, ker je v kabini in v ponujeni opremi ponudil neko racionalno odločitev za to, koliko za svoj denar dobiš. In zato, ker se je v tisti dobi ljudem še dobro zdel, če si imel polno enih gumbkov, pa še sploh nisi vedel, za katerega gre na sredinski konzoli. Danes je pa pomembno, koliko gumbov imaš na touchscreenu in tudi to se bo nehalo, ker boš samo veliko šteje. No, ta je imel velike. Leta 2008 je zmagal Audi A9. Zato, ker je zmagal Audi A4, poševnica A5. Daj mi razložiti, Andrej. Vse je enostavno. Takrat je pravzaprav na isti modularni gradnji, kar je postalo standard tudi kasneje pri vseh ostalih proizvajalcih, pa pri večini njih, danes postaja Audi zgradil kupe, karavan, 5-vratno in to je 4 ali 5. Potem bi zdaj v teh časih lahko Captur pa Kadjar pa še kakšen Nissanov model tekmovali na isti platformi kot isti avto. Zato pa od takrat naprej stvar poteka ne drugače. Ne funkcionira več tako. Tako je. Leta 2009 je z rekordnim maksimalnim številom točk, to jih je 48, zmagal Volkswagen Golf. Jasno je zakaj. Ponovno je postavil nove standarde. Res jih je, tudi v evropskem merilu. Avto je drugače narejen. To je avto, ki je pravzaprav takrat na nek način skozi Volkswagenove oči povezoval tudi vso Evropo. Spomnim se, da so na predstavitvi prvi možje Volkswagena pokazali tako celotno sliko Evrope in so pokazali, da v vsaki evropski državi je en del tega Golfa nastal. Tako da to je velik premik za Volkswagen kot tak. In ta zmaga Golfa napoveduje 3 sušna leta za avtoromantike, ker v naslednjih od tega naprej zmaguje samo še Das Auto. Leta 2010 je lovoriko za slovenski avto leta domov odpeljal Volkswagen Polo. Gre za evolucijo
ampak zelo kakovostne gradnje, velike prostornosti, avto, ki je na nek način že posegel malo v golfov razred za večino Slovencev, ki niso potrebovali več tako velikega avtomobila kot je Golf, so lahko segli po Polu in dobili skoraj primerljivo vožno obdobje. Torej po domače mali poceni Golf. Tako je. Leta 2011 je Lovoriko dvignil, če že govorimo o Volkswagenih, lahko se pošalim, malo večji in bolj premijski Golf. Še boljši Passat od prejšnjega Passata, ki je bil prelomen. Ne? Na policijski postaji pod Lovoriko največkrat ukradeni, zagotovo visoko na lestvici. Najbolj željen, ja. Okay. In pa še eno vprašanje morda za tiste, ki vas zanima. Andrej, veš, kolikokrat je Volkswagen kot znamka odnesel Lovoriko za najboljši slovenski avto leta? Vem, ampak ne povem zato, ker mislim, da bo to nagradno vprašanje. Ok, potem pa odgovorite na našem Facebooku. Leto 2012 je prelomno, ne samo za Ford, ki je s temle fokusom odnesel Lovoriko za slovenske avto leta, ampak tudi za avtomobilsko industrijo in asistenčne sisteme, ki jih še danes poznamo in jih v marsikaterem avtomobilu ni. No, tale fokus je ponujal ohranjanje znotraj voznega pasu, radarski tempomat, to je tisto, da vam ohranja razdaljo do avtomobila pred vami, in pa recimo imel je tudi pomočnik za parkiranje. Spet smo rekla prelomen trenutek. Skozi slovenske avto leta, za nagrajence za slovenske avto leta se natančno vidi tiste mejnike. In ta mejnik je zelo pomemben. Tako kot si rekel, veliko asistenčnih sistemov, ki jih je Focus takrat prinesel v svoj razred za dostopno ceno, ne najdemo niti danes še v vseh avtomobilih. Ali so recimo na spisku bogate, doplačljive opreme. Leta 2013 je slovenski avto leta postal model, ki ga sploh še ne poznamo. Ne, zezam se. Golf 7. In to ravno zato, Andrej, ker imamo Slovenci takšno nostalgijo po časih, ko smo morali v Sarajevo ali pa v Zagreb in po par dni čakali v vrstah, pa nismo vedeli, a bo rumen, a bo drekasto rjave barve, a bo dizel, a bo bencinar, da sploh ni važno, kateri Golf pride ven, pač mora postati slovenski avto leta. Postal je ravno zato, ker Volkswagen v Golfu v resnici nikoli ne prepusti ničesar nobenemu naključju. To je ob Passatu kasneje, seveda, ampak pri Golfu je to njihov ključni model, s katerim tudi na evropskem trgu dominira. To je jasno in tega ne moreš spregledati. Tudi če pogledaš, kako v drugih državah pobira Lovorike, je jasno, da se vedno po generacijah Golfa nekatere stvari v avtomobilski industriji v tem razredu tudi nekako merijo. Saj sva prej rekla, Ford je izjemno agresivno leto prej vstopil z novimi tehnologijami, ampak je pa ta Golf v platformi, v gradnji avta postavil spet nekatera nova merila, ki postajajo konstrukcijsko novo razvojno raven. In to je tisto, kar Golf dela zanimivo. Tudi to v končni fazi, da vsak postane slovenski avto leta. Andrej, lahko rečem, da je leta 2014 slovenski avto leta postal veliki češki Golf, Škoda Octavia? No. Se vemo vsi, da je prenos tistega znanja iz Golfa in Passata našel svoje mesto tudi pri Škodi. Zanimivo je bolj to in s tem, ko je postal slovenski avto leta v tej generaciji, pravzaprav kaže na to, da se je Škoda tudi pri nas, pa tudi pri bralcih, poslušalcih in gledalcih iz Simply Clever rešitve pri avtu pravzaprav pospela v stilu, v dojemanju, v dizajnu za razred više. In ne gre samo za to, da so oni prenesli pod pokrov tehnologijo iz Golfa in Passata in sorodnih avtomobilov v Škodo. Dali so ji tudi prostor. To se natančno vidi po dizajnu in po kakovosti gradnje in predvsem udobje v kabini. Tukaj je Škoda. O ceni sploh ne govoriva. Ocena pa ostaja nižja, ampak se viša, nižja v primerjavi s tem, kot je pri Volkswagenu, ampak se viša v primerjavi s tem, kot je bila prej. In zakaj bi ostajala enaka, če pa to samostojen avto, ki ponuja drugačne rešitve kot Volkswagen ali recimo Seat ali Audi, a ne, in uveljavlja v bistvu nekatere prednosti, ki jih oni nimajo. Ne. Leta 2015 je po Škodi Octavii leto prej Lovoriko domov odnesla Škoda Fabia. A je to podobna zgodba kot nekaj let prej pri Mazdi, 6 in 3? Da smo se zaljubili v Škode, da je to
da so to leta Škode. Pa se ni težko zaljubiti v Škode. Škode so postale drugačne, kot sva rekla že pri Octavii. Pri tem, da je prejšnja Octavia bila dober avto, da je prejšnja Fabia bila dober avto, ampak je postala zdaj tudi privlačna. Vse, kar je prej imela spodaj koncernskega in je delalo avto dober, je zdaj tudi postalo ne samo lepo, ne samo simply clever, to so rešitve, ki Škodo delajo privlačne za uporabnike, ampak v resnici smo samostojen, privlačen avto, s katerim je leto kasneje Škoda ponovno navdušila. Jasno je, pri Škodi so dobili zalet, know-how in zdaj so jim vrata odprta. In tudi leto kasneje v finalu so imeli Superba. Tako je. Leto 2016 pa je bilo prelomno tudi za avtomobilnost, saj smo prevzeli prenos izbora za slovenski avto leta. Avto Opel Astra. Zelo smo jo čakali, napoved je bila zelo obetajoča in avto je v resnici pomenil nov standard v kakovosti, v razmerju cene in ponujenih tehničnih rešitev. In Opel Astra je postala tudi evropski avto leta. In ponuja difuzor vonja, asistenčnih sistemov, kolikor hočeš, masažo sedežev za fair ceno v osnovnih različicah. Gremo pa k avtomobilom, ki bodo zaznamovali leto 2017. Če gremo kar po vrsti, Sportage, Megane, 3008, Giulia in pa Tiguan.